tej seriji videa bom govoril, kaj imamo weightlifterji skupnega. Prva stvar. Weightlifterji imamo definitivno eno skupno stvar, kadar se tiče same tehnike potega oziroma snatcha. V bistvu, kje bomo palico zadeli oziroma kako bomo jo zadeli, s čim bomo jo zadeli, kadar jo poskušamo spraviti nad glavo. Snatch oziroma poteg je gib, ki z eno potezo spravimo palico nad glavo, hkrati pa se dejansko počepnemo pod njo. Palico vedno poskušamo zadeti z boki, oziroma ne točno z boki, ampak z mestom, ki se reče v angleščini hip crease, oziroma tu v tem pregibu, ki se nahaja pod kolkom in nad medenično kostjo. In enostavno tukaj lahko proizvedemo vso to energijo, ki jo lahko damo v palico in na to palico spravimo nad sebe in s tem naredimo gib. Kako široko bo vsak posameznik držal palico, je odvisno seveda od telesne konstrukcije. Zdaj nekateri imamo daljše roke, krajše, dejansko je odvisno čisto vsakega posameznika. Tako sem prej omenil, je poskušamo palico zadeti ravno na tem določenem mestu, ker ravno tako bomo lahko proizvedli največ energije in vložili v palico, da bo palica šla z samimi gvihtami nad glavo. Zdaj, čisto taki simple test, da ugotovimo, kako široko je dejansko primerno za vsakega posameznika, je to. Prvo poskušamo palico primiti tako, malo širše kot po navadi. In takoj bomo ugotovili, da palica naseda na stegna. En tak test je, da če nogo privzdigneš in enostavno čutiš palico, da se pomika po stegnih oziroma se premakne, to pomeni, da je najverjetneje palica prenizko oziroma držimo preozko. Poskušamo primiti malo širše, spet se zgodi enako. Poskušamo primiti še malo širše in zdaj, če nogo privzdignem tam nekje do 8 stopinj, se enostavno nič ne zgodi. To je dokaj dober znak, da smo držimo palico na pravem mestu. Seveda, če primem palico širše, se spet ne bo nič zgodilo, ampak kot vidite, enostavno palica naseda na trebuhu in ne na tem zgibu, kot sem prej omenil. In enostavno to si potem poskušamo zapomniti, kje dejansko točno primemo palico, da naslednjič, ko bo že uteži gor, da točno primemo palico tukaj in je palica na svojem mestu. Zdaj, nekatere palice imajo takšne označbe gor, ful je pomembno, da če že vadimo, da vadimo z isto palico, ker v večini fitnessov se razlikujejo palice od palice in so te oznake včasih lahko drugačne. Zdaj, na teh boljših palicah so vse oznake točno na istem mestu, tako da tega problema ni. Ta notranja oznaka je primerna za powerlifterje in v weightliftingu ne pride v poštev. Ta palica je namenjena crossfitu, zato sta na palici obe oznaki. Ta zunanja pa je weightlifting mark oziroma oznaka za weightlifter. Tako da, to je ena začetna osnova, ki jo imajo vsi weightlifterji skupno, sploh pri potegu, pri nalogu in sunku oziroma clean and jerku, pa je stvar malenkost drugačna in se razlikuje spet od vsakega posameznika, od tehnike, od treniranosti in kaj dejansko samemu športniku paše. Toliko za zdaj. V naslednji seriji videa bomo pa definitivno se spustili v ostale podrobnosti, ki jih weightlifterji imamo skupne.